Takole, dame in gospodje, dobrodošli v nov Gartnerjev intervju. In na moji desni strani je, pa ste zdaj vi to, svetovna prvakinja make-upa, nekdanja udeleženka na izboru za Miss Slovenije, moja filmska žena, Jezusova Marija in še marsikaj drugega. Na kratko, z mano je, z narobe imena tvojega poveda, pa Brinka, ker imaš strašno to zapleteno pa podobno, Marina Vasle. Tako. Dobrodošla v YouTube intervju, ne? Ja, v čast mi je, hvala. Se lahko še bolj narazen sedimo midva. Je to, mislim, imaš kakšno proceduro? Kaj, mislim, ja, ne, veš kaj tako, da bova malo uradna. No, da bova malo uradna. Ja, okay. Mislim, da se omaknem stran še bolj, kaj? Pa lej. Ja, mislim, povej. Pa ne rabijo se vedeti. Ne rabijo se vedeti. Ok, Marina, dajmo začeti na prvo žogo. Make-up, Tako. Ga ženske nosite zaradi sebe ali zaradi moških? Aha. Oboje. Oboje, pa kaj prevladuje? Kaj prevladuje? Ja, iskreno bod zdaj. Čist iskreno. Ja. Na začetku je, ker to je postopek, to je razvoj, a ne, to ni. Prvo je, punca se želi samo zabavati, a ne, pač, da se igra, da raziskuje, da uživa. Torej, da se šminka, ker se ima zraven fajn. Tako, ker je nekaj novega. To je prva grupa. Tako, nekaj raziskuje, wow. Misliš, ko je stara 3 leta to počne? Ali tudi kasneje? 13. Ok, nekje, ja. Dobro. Ja. Na to pa, se veš, pridejo hormoni, zanimivi pogledi in sem res mu všeč, a če si dam jaz malo maskare, a mu bom še bolj atraktivna, ne? Torej gre za prevaro, ali kaj hočeš? Gre se za šopirjenje. Šopirjenje? Ja, gre se za tako, ker se hočeš pokazati v najlepši luči. A veš, pač, da si dejansko boljša verzija sebe. Vsi se vsak dan gledamo, jaz zmatrani smo, imamo mozolčke, imamo podečnjake, imamo, ne vem, rdečico, katere tudi rozacea se imenuje, ne, to je zdaj že zdravstvena težava, akne in tako naprej, in želimo te nepravilnosti pokriti, a veš, malo zasenčiti, malih, a veš, da jih ni, abrakadabra, ne, in zato je tukaj naš dober prijatelj puder, pa korektor, ki nam pripomore. Pa filtri na Instagramu? Pustimo, zdaj jaz sem že una stara šola. Dobro. In potem pa ženska, ko dozori, ko pride v zrela leta. Tvoja leta? Moja leta. Ko začneš žareti, postane resnično lepa? Tako, dejansko je pol zaradi sebe. To je pol tudi terapija, a ne terapevtsko. Tako da dejansko ja, končno sem dala sebe na prvo mesto, ko postane ženska mamica, je na zadnjem mestu, hvala Bogu, da si umije zobe, da se počese, da se stušira, to je maksimum, ko pa otroci dozorijo, da so samostojni, potem pa ona dejansko zažari in takrat začne bolj uporabljati make-up, ampak subtilno. No, glih to sem hotel vprašati, kje pa je ta meja, recimo, ker bodimo iskrena, mnoga dekleta pretiravajo z make-upom, in vedno je ta strašna fama, da ko ti punco zjutraj ob sebi najdeš, se vprašuješ, kje je tista, ki je bila prejšnji večer in se jo ustrašiš. Zdaj, ni to v bistvu, kje je ta meja, da ti veš, da ne boš šokirala, ko sta dolgo skupaj v drugom, pa v štartu, da ne boš šokirala tega fanta, na katerega hočeš narediti vtis, potem se pa izkaže, da si šla predaleč in da ko si brez make-upa njega kap zadane, razen če ostaneš to prej, pa se spet namažeš. Kaj veš? Tukaj se mi moški zelo smilijo. Zelo se mi smilite, kaj morate iti čez, ker dejansko, vsaka lepa deklina je za pogledati, kaj se dejansko skriva pod to fasado, je pa spet drugo vprašanje. Spet se moramo vprašati, kakšni so naši interesi. A je samo vizualno, je to, pač pol tebe ne zanima, kakva bo jutri in pač tebe samo zanima oseba večernega izgleda, ali ti misliš resnjo z njo, ker potem je politna zmenek za čez dan, ne pa zvečer iskati deklino.
Tako da punce pa dan danes, kam gre ta make-up moda, če lahko temu rečem, mal pretiravajo. Ampak vseeno, jaz še zmeraj pravim, make-up je zabava, ker punce raziskujejo. Dan danes to v svetu tudi fantje raziskujejo make-up, ampak dajmo se držati punce. Ker moški tudi radi prikrijejo kakšne nepravilnosti na svojem obrazu. Jaz imam očala za ta namen. Ja, le, vsaka čast, to je več kot odlično. In zdaj premalo se pogovarjamo o tem, da to, kar je na socialnih omrežjih, to je samo reklama za produkt, kaj lahko z njim vse ustvariš. Ni pa za realno življenje. Za realno življenje, za vsak dan je manj je več. Manj je več, ker dejansko ljudje smo lepi. Ljudje smo zelo lepi. No, vsi nismo, ne. Ja, sej jaz tudi ne, jaz tudi nisem lep. Pazi, ne zdaj pospraševati. Ne, mi dva sva tako lepa. Mi dva sva strašno lepa. Ne povem pa, da so vsi tako lepi. Kako sva mi dva. Ja, pa to ti govorim. Ampak gledaj, tu pa tam tudi mi dva potrebujemo malo make-upa, Za sebe govori, jaz ne rabim nobenega make-upa. Vprosti. Imam dokaz, da sem videl spod. Dobro, videl spod, bomo razložili, zakaj sem ga takrat rabil. No, glavim, rekla si, da manj je več, se pravi, v bistvu, da vseeno zagovarjaš, čeprav si strokovnjakinja za make-up in ličenje, ampak zagovarjaš, da je vseeno dobro pokazati, pa vendar je tisti svoj pravi izgled, ki ga malo porihtaš s tem make-upom. To je to, kar je prav. To je realno. Če ni seveda nek hud fotoshooting, pa neke posebne zgodbe, za vsak dan. Spet se vedno moramo vprašati, kje smo, kaj želimo doseči in namen. Če je za v šolo, če je za v službo, naj bo make-up prijazno očem. A veš, da na koncu rečeš, wow, ti si pa lepa ženska, urejena ženska, ne rabiš veliko. Pa tako tudi moški, se malo obrije, ostriže, počese, karkoli, je wow. Če pa je zanemarjan, če ima mastno lasišče, pa kakorkoli že, pa ni lih moški za pogledati. Drži. Ampak, Marina, si opazila, recimo, ko kdaj kakšna zvezda na nek dogodek gre brez make-upa namerno kot nek statement, je to novica leta. Se pravi, kam smo zdaj mi prišli, da dejansko je novica leta ženska, ki ni našminkana. Torej, je ta make-up res zadnja leta šel tako fez v ekstreme, da tista, ki si drzne iti kao brez make-upa, ali pa ki si drzne objaviti sliko brez make-upa, je pa carica. Kaj praviš na to? Naprimer, Pamela Anderson je tista, ki je začela. Ona zdaj fura ta no make-up. Sam se mnogi zgražajo. Ampak ni zato, ker niso navajeni. Hollywood je vedno bil prestiž urejenega videza. To govorimo 40, 50 naprej, pač smo še več. Ker ko se oseba sprehodi po rdeči preprogi, predstavlja urejeno osebo, pač od glave do pete, tudi kraljica mora biti urejenega videza, nek status ustvarjen, kar ta rdeča preproga predstavlja. To je le en prestižni dogodek in so neka pravila, kako se oblečete, kako se. In zdaj so se odločili, da kršijo pravila. Nič za to, ampak če si že brez make-upa, naj bo koža negovana. Pamela Anderson ima svojo kožo negovano. Ona ni prišla z neumitimi lasmi, s podočnjaki, z rumenimi žnudri v očesi. Ona je prišla urejenega videza brez make-upa. Torej, veliko hranilne kreme na svojem obrazu, a veš, mogoče dala malo korektor, ali tako da pokrila podočnjake, Nežno, to, kar smo ljudje urejeni, lahko tudi urejeni brez make-upa. Ampak si opazila še ta štos, recimo mnoge moške se pogovarjam z njimi, pa ta je preveč našminkana, pa jaz bi raje brez,
pa da njegova gre brez make-upa, mu pa ne paše, ne, bi pa rekel, kaj bi se ti malo šminkala, ne. Spravi, tudi moški tu blefirajo, ne, a veš, oni bi, ne vem, naravni look, kao, ta je preveč namazana, a vsi jo pogledajo, vsi bi jo imeli, ne. Ena nenašminkana, ki bi mogli pohvaliti, kak je pa tvoj pogled na to, no, da tudi moški, da lažejo sami sebi, pa dejansko obožujejo v resnici full make-up? Obožujejo urejen videz, obožujejo make-up, samo da je za njih. Torej, za druge ne sme biti. Tako, Kak je to? v zaprtem prostoru. Kdo ti je to rekel? Kdo? Tvoj ti je to rekel, kaj? Ne, praksa je takšna. A veš, jaz sem imela tudi eno, da ti povem tole štorijo, res je fajn, veš. Jaz zdaj tudi ličim vaške ženske. Vaške ženske? Ja, pa to so se odprle. Pa ni to zločin. Ne, ampak so se odprle. Ko bi rekla, opogumile so se, so rekle, da ne rečem kaj, ker ne smem klet. Mislim, lahko, če hočeš lahko. Kot zgleda. No, tako, bravo. In so rekla, grem se jaz nalečiti, da jaz okusim ta svet, kako biti z make-upom. Ja, jaz sem že umita in veš, umila zobe in tako naprej. Bravo. In jaz jo ličim, jo slikam in ženska, tu govorimo 45 plus, a veš. Se je zjokala od sreče. Od sreče ona pošle možu sliko in mož odgovori, pridi domov. Bravo. A veš, to je zame kljukica. Se pravi, make-up je rešil zakon, bila rekla. Tudi rešuje zakon. Še posebej, če ga, ali pa ga da narazen, če najde žena make-up gor na reklico moža, pa ni. Tudi to se zgodi, zato so se odločili, da ustvarijo obstojni make-up oziroma obstojne šminke. Marina, skozi vso tvojo to dolgo make-up kariero, če še malo tu ustaneva, ki ti si brez lažne skromnosti, jaz sem to malo počekiral, malo poprašal, gor dol, ti veljaš za vrhunsko make-up mojstrico, tu ni tu dileme, ja pa je, pa ni, ne, ti vedno si, ti to obvladaš, veš, komu moreš kaj, kako, za koga je kaj, in ti vprašam, te znane recimo, ki ti tudi na mnogih televizijah, vem, da si bila make-up artistka, ne vem, na Golici, pa zdaj na Veseljaku in tako naprej. Kjeri so kakšni taki res znani, recimo, ki si jih naličila od žensk pa do moških, pa kjer ga je bilo mogoče malo težko naličiti, ker ni bil zadovoljen, ni se strinjal s tabo, ali si imela da je kakšen takšen primer? A pa da ti bil izziv nekdo, da si rekel, čakaj, tega ne morem pa res malo porihtati. Ne, pa se ste vredo, gospod, sam malo bom, je bilo kaj takega. A veš, vedno probam, tudi če je oseba zahtevna, jaz pravim, ve, zakaj je zahtevna, ker le predstavlja sebe, nek svoj imidž. To drži. Seveda, dal pa mi je eno fajno lekcijo, ne lekcijo, en navdih, tako rečem. Damjan Murko. Damjan Murko, naš štajerski slavček. Kaj je rekel? No, lepota ni naključje. Lepota ni naključje, bravo. Torej, jaz sem ga naličila, seveda pač vedno jaz manj je več, a ne dam, zdaj včopiš, da je še, a ne. Super, zakaj pa ne, če je oseba zadosti samozavestna, da lahko nosi več produktov na svojem obrazu, svaka čast, ne. Ampak moja filozofija je, da raje postopoma gradim in on je vedno več. Lepota ni naključje. Jaz sem rekla, svaka čas in zdaj jaz to frazo uporabljam naprej in vsaki dan veš, lepota ni naključje. Čuj, kaj pa recimo kakšna ženska znana, da pa nisi imela kaj narediti, da je bila toliko lepa in dovršena, že pravzaprav se kot gospodična, jaz tu pa nimam kaj dosti. A je že prišla malo naličena ali je bila res tako, imaš kak tak primer, da nisi imela tako prav? Imam in sem zelo ponosna na to, ker je sama prišla do te točke v svojem življenju. To je Nina Pušlar, prišla je na Golico in je bila že urejena, tako da jaz sem samo malo rdečila, dejansko, kar tudi rada sama počnem, že sama je bila dovršena in je bila to in sem bila tako ponosna na njo,
da je prišla v življenju do te točke, da ne rabi več. Da je bilo obdobje, ko se je mazala, ko je potrebovala veliko produktov, ampak potem pa se ustavlja in je rekla, to je to, kar rabim. Ja. In zelo rada imam in spoznavam ljudi z različnimi izzivi, ker se tudi jaz veliko naučim, Tako da manj je več, a pa lepota ni na ključje. Ne bom govoril. Vsega pomalo. Koga bi pa rada še šminka namazala, pa ti še ni ratalo, ne vem, v Sloveniji pa v tujini. Isto k tebe sem, to da kljukica je to. Bom razložila, zakaj si me morala. Bomo to razložila kasneje, drugače ne bi treba. Pustimo detajle. Koga bi, recimo, a pa koga sem. Ja. Da si želela, ali pa da bi si še želela. Moj igralski idol, igralka je itak Monika. Levinski, Belucci. Ja, ona. Njobi. Zdaj že kar v letih je že. Je že kljub temu, ampak predstavlja to, kakor je Marilyn Monroe, sofisticirano žensko, elegantno žensko, ki zna nositi in obline, in make-up, ki prav kriči, ki piznje ta ženstvenost. Njobi z največjim veseljem. Jaz bi jo tudi. Mislim, naliču. Ja. In koga pa sem, pa da mi res, da se pohvalim. No, daj pohvali se. Pet bliže. Koga? Femme fatale. Kjer? Letošnjo. Kjer je že to? Martina Švab, ja. Bravo. Njo sem. Ker ona tudi zelo lepo punca. Zelo in se dejansko prepusti, njen obraz dovoljuje različne izzive, tako da si lahko kreativen, ampak vseeno na sofisticiran način. Koliko je pa minutaža, ki jo mora moški ženski dovoliti za ta fucking make-up? Koliko časa lahko reče ženska, da rabi? Pridem takoj, sam še našminkam se, koliko je ta minutaža, ko moški ne sme biti jezen? Tista, ki je res spretna. Ja. Rabi 45 minut. Če je res spretno. Pa kaj je to od samega začetka pa do konca? Od samega začetka. 45 minut? Ja. Veš, kaj jaz naredim, tem celo že vse. So še kaj 5 minut. Ne, mislim, da se, ampak res, ker... Pa da gre kaj trgovino, kaj, po kruh? Lahko skuha kosilo do večerjo, kakorkoli. Kaj pa, če ni spretna? Mogoče še kaj več. Ali pa celo 5 minutah, odvisno od ženske, kako se počuti. Jezus Marija. Kaj pa recimo, to mi še pove, predno gremo naprej, ko včasih vidimo fotke, kakšnih zvezd, ki jih imamo za lepe in krasne in neraztopne, pa punce, ne bi rade bile takšne kot one, pa so jim celo fovšne, pa se pa pokažejo brez make-upa, pa so mazolčki, pa so pore, pa so kakšne krastice, pa rečeš, glej se tudi, to je samo človek, mnogi prečejo matere grda, Vidiš, zdaj kak je s tem, recimo, da si ti skozi neke slavne osebe, ki načeloma naj ne bi bila neurejena, če jo paparaci ne ujamejo, veliko kjera se bo pokazala z masnimi lasmi, pa brez make-upa, pa v copatih, skrbi za to, ampak včasih pač ni bilo možno videti teh zvezd velikih v Hollywoodu 450, 60, ker ni bilo interneta. Zdaj pa internet in zdaj nam pokažejo morda tudi tisto, kar ni fajn, da nam pokažejo, pa ne, da bi se skrivali, ampak glamur ne ostane glamur, ne mi ti zdaj kazati moje, razumeš, Jessica Chastain, moje Margot Robbie, kakaj je pa ona, ko zjutraj vstane. Pusti ti meni njo tako, ko imam jaz ne v glavi. Mislim, da je to vredno, da vidimo v resnici, kakšne so te osebe, ali to preveč posega v ta glamur, zvezdništvo, ki bi moralo ostati tam. Mislim, da ima to malo globlji pomen. Globlji pomen. Zato, ker se spomnim v našem cajtu, v mladosti, ko ni bilo tukaj interneta, so bili časopisi. In takrat se je tudi začelo, mlade punce razne
travme. Anoreksija pride, nezadovoljstvo. Ko vseeno časopisi so bili tisti, ko smo prišli, danes imamo telefone, pa pogledamo. In mi tega nismo imeli, edino, kar je bil časopis, katalog. In to si ti pogledal in si videl popolno osebo, popolno žensko. In kaj narobe z mano? Po eni strani jaz mislim, da ni nič narobe, če se pokažeš v svoji najslabši luči, oziroma to, kar si. V tem kontekstu mogoče v tem kontekstu govorim. Drugače pa, kar se tiče paparaca, dej pusti človeka biti. Njega sliki, ko je v najboljši luči. Če se hoče pokazati v najslabši luči, oziroma pač, ko je trujen, bo pokazal. Zdaj ima možnost sebe pokazati, zakaj je tak slabe volja, pa bo karkoli, bo že sam razložil. Ne rini v težave. To pa spet neka meja, ki kakšni fotografi nimajo. Mislim, da se dovoljuje preveč, to je moje delo. Zato, ker se takšna slika ful bolj proda. Ja, ampak če pa gledam preteklost, je prav, da se vsi pokažemo takšni, kot smo, z brazgotinami, z mozoljčki in tako naprej. Ampak pomembna je pa pol zgodba, kako se ta oseba z brazgotinami, mozoljčki, aknami in tako naprej prebila, da ima zdaj lepšo kožo. Ta zgodba, ta proces, da ni obupala. To zgodbo pol mislim, da nekateri prodajajo oziroma peljajo naprej, drugi pa ne. Marina, in če zdaj pustiva ta make-up za nekaj časa ob strani in skočimo na to najno aktualno temo, te zelo glasne vloge tvoje, filmske, videospotovske, kjer si ti igrala mojo ženo in potem zanosila, kakor smo uspeli izvedeti. Zdaj, jaz upam, da nimam res nič pred tem, ker se ne spomnim. Ne, se veš, da se jaz brezmadežno. Se pravi, nobenih takšnih čudnih zgodb, ampak daj razloži zdaj najnim gledalcem, kako je prišlo od tega, da si ti postala moja žena in kje hudiča se je to zgodilo, ker moram te pohvaliti, bila si od vseh mojih filmskih žena, si bila samo ti, ampak puspa, si bila najboljša. Daleč najboljša in takrat sem celo pomislil, da biti poročen ni tako slabo. Celo tako daleč si me prepričala v to ljubezensko zgodbo. Kaj sem te razvajala? Res. Ampak dej povej, kje se je to zgodilo? Famozna zgodba. A veš, ko delaš na televiziji, veliko glasbenikov spoznaš. In si izmenjaš kontakte in tako naprej. In seveda nekega lepega sončnega dne dobim SMS od Kaje Humski, SOS Kvintet. Prvotno je bilo samo zaličenje. Samo za ličenje. Sem rekel, seveda, pridem z veseljem, zakaj pa ne. Na to pa naslednji dan, ostali smo brez igralke, a bi ti igrala še zraven. Je umrla igralka ta? Ne vem, kaj se je zgodilo, ker... Noben ni več v njej nikoli govoril. Zgleda. Je umrla? Ok. Se nekako, jaz sem jo spotaknila, karkoli. Zginila je zavedno. Zginila je, čudežno. Jaz nimam nobenih prstov mest. Ok. In potem, kaj mi je pa najbolj zanimiva zgodba, ker ko smo se dopisovali, kaj bomo bili oblečeni, kak outfit pa zgodbo, jaz sem bila ta sitna, ker me še producent ni poznal, noben me ni poznal, samo Kaja, ti me nisi osebno poznal. Ti si največ sprašvala. In jaz sem najbolj več, kdaj, kje, kaj, kako, zakaj, levo, ti si vedela, da ne boš več govorila, da boš mogla svojo mimiko in izgledom igrati, zato te pa zanimalo pač, kako biti oblečena. Točno tako. In ko smo pa prišli na sceno in ko so me vsi spoznali, so rekli, ti pa nisi tako zategnjena, ti si pa taka fajna. Kot je izgledala, Ti, in ko si izvedela, da bo isto Gartner, tvoj mož, kaj si tisti hip pomislila? Kaj sem jaz tisti hip? Si se strašno malo, si se rekla, moj bog, pa ne tet. Kak je bilo iskreno? Kaj se je zgodilo? Iskreno? Ja, ker me nisi poznala takrat. Oziroma si me poznala, ampak po samih slabih stvareh. Ne, veš kaj, osebno te nisem poznala, a ne? Sem rekla, fuck it, gremo. Ja, če smo že tukaj, če smo že tu, veš, zavihi rokave, brez pritoževanja, ker mene so naučili, sprejmi izziv, brez jamranja in naredi svoje delo. Ampak, veš kaj, uživali smo. Pa veš kak, ne? In jaz sem rekel takrat, kaj,
bači je ta komat, pa bo mogoče spustil noter malo teh najnih odlomkecev, 2-3 bom ukradel SOS kvinteto, če ne bo potem YouTube to zablokiral, da bojo manj gledalci videli. Ne. Ampak kaj je bilo zanimivo je to, ne, da to je bila naravno zabavna muzika, ne, v mene Kaja pokliče isto, ko sem pa čakaj, Kaja, vi delate to naravno zabavna muzika, v stavo, ne, ja, pa se si delal na Golici, ja, ker sem mogel, ne, veš, ne, pa se si že igral pri Simonu Ceglerju, sem rekel, ja, ker sem mogel, ja, pa no, tukaj pa bi bilo fajn, če bi. Sem rekel, kam pa mogo delati? Ja, tu boš malo top. Sem rekel, kaj je glavna vloga? Je rekla, ja. Sem rekel, no, če ni glavna vloga, bolj brez veze. In kam delo? Ja, ženo boš imel. Kako ženo? Kdo pa bo to? Ja, ena lušna punca. Kjera lušna punca? Kaj poznam? Ja, verjetno ne. Sem rekel, kjer, da jaz googlam, ne? Ja, tale Marina, poglej. Sem rekel, vem ti, to sem pa zvaja. To je prevagalo, ne? Ne denar, ne? Ne denar. To je prevagalo, ne? In potem sem ti hotel reči, ne, velik kompliment, ne, da te make-up umetnice ličite druge, ne, da postanejo lepše, hec je potem, da si tudi ti izjemno lepo dekle, ne. To je hec, ne. Da si ti v bistvu večkrat lepša od tistih, ki jih ličiš, ne. Kar pa zna biti tudi malo sporno, ne. Lepota je prekletstvo, veš. Pravijo, da je, zato pa nek cajt, sem bila tudi brezposelna. No, verjamem, ki si bila prelepa, ne. No, in ta videospot smo potem naredili, posneli in kaj se je meni vmes zgodilo, ne, med tem videospotom, jaz sem že zjutraj, sem bil cel bogi in sem bruhal, cel sem bil adijo, ampak sem vedel, da če bom rekel ne, če ne bom prišel, bom zajebal cel spot, bojo mogli vse odpovedati, vse prekiniti, ti boš brez moža ostala. Jaz bom brez moža. Razumeš, ne? In sem jaz vsem šel, ne? In zato si ti meni mogla delati make-up, ker sem jaz bil bled, ko vampir, ko moka in nikoli ne bom pozabil teh setov, ne, teh snemanj, ko je rekel on, režiser naš, akcija, ko je bilo konc, ne, akcija, jaz sem menda kozlal 30krat v WC, pa nekaj je bil skomat slab, ne, ampak ker sem res bil bogi, ne. Ja, ampak sem pa kljub temu sem pa to odfuro in pol vem, da so SOS kvintet rekli, da bodo to zgodbo razširili kot poduk tistim, ki se zgovarjajo, da jih malo noga boli, pa malo glava, pa te ne morejo priti. Ne. Ja. Isto Gartner je kozlal celo snemanje, pa pogledajte, kak je dober v videospotu, kar je bila tudi seveda tvoja zasluga. Ne. Pa kak je bilo mazati mene, no, ko sem bil tak bogi, ne. Kak ti je ratati, pričarati, da nič se ne vidi, kaj je narobe z mano? Veš kaj, že na začetku si sam povedal, en trik, očala si imel in to je pripomoglo veliko, ne, da si prikril vsaj ta utrujen del izčrpan, ker oči ne lažejo. To je res, ja. Oči ne lažejo, tako da potem ta del čelo, ne, to smo pa sproti popravljali, potapkali. Ni bil takšen izziv, samo bolj tople barve smo mogli. Ja, verjamem. In seveda veliko ljubezni. To pa res. Ja, in takrat, pazi, to moram povedati, da ko sem bil ful bogi, vse je bolj okurac, vsi so delali, nobenega ni brigali, samo ti si prišla, ko sem jaz ležal v nekih hotelskih sobah, nekih, ko smo snemali, isto, si v redu, rabiš kaj, rabiš čaj, rabiš to. Ko prava žena, no? Veš kaj, to je to... To nisem pozabil, ne? Tega pa res nisem pozabil. To se pol tudi rodi, veš, ta skrb do sočloveka. Tako da, veš kaj, če smo že ekipa, če sva, veš, da pač ne umre, so igralci. Točno tako, a bo spet, mislim, ne spet, samo hranilka, kaj? Ampak zdaj pa zvem, da si ti zanosila en mesec za tem spotom, oziroma da si že noseča nekaj časa. Potem sem se pa rešal, čakaj malo, se jaz kaj ne spomnim, razumeš, zdaj mi objasni, no, si bila noseča, veš čas že med snemanjem tam, dejansko. Ja, zgleda se je kuhalo. Zakaj sem pa jaz bruho, če bila ti noseča? Ne vem, to je danes ta modern svet, ko ti moški so bruhajo in te imajo ženske simptome. Ja, lej, nekaj se je kuhalo, nismo bila pa še zihar, ker vse veš, žensko telo takoj lahko zavrže in ne sprejme. Na koncu sem pa pristala v bolnici za 10 dni, ker so pol tudi rekli, ja, pa ste. Viš, pa ti ni bilo jasno, kaj je takrat bilo, ne? Ja. Se pravi, ti si kaj, mamica, viš? Vidiš, štraf, ti si mamica dveh otrok. Ne? Tako je. In takle, ko te gledam, ne, kak enim ženskam res rata to, no, da
se ne opazi, da ste mamice v smislu telesa, ne, da je tvoje telo še vedno takšno, kot da ne bi rodila. Ne mi razložiš, kaj je skrivnost, ali telovadiš, ali na prehrano paziš, ali je to gensko, ali si pač to klepa, da ti niti otroci ne morejo doživega, kaj fora te tvoje preklemanske lepote. Ne? Itak, če ženska... Itak, če se mislim, ja, da. Ok, ja. Sedaj ne reči, da sem ekipa odgovorna za cel ta. Ok. Veš kaj je, če ženska doji, hitro zgubi kilažo. Res? Čujot, takoj. To je neka fora, kaj? Ni nobena fora, to je pravno defekt. Vse ženske se to... Vse. Če je že prvotno ženska, ima bolj obilna, bo pač prvotno prišel nazaj takšno. Čak sem ti bila noseča, sem videla sam trebušček, nisi se zredila cela. Ne. Ja, vidiš, to je zdaj to pa je gensko malo, tudi mislim, da gensko. Veš, ako bi rekla, malo dalmatinske gene imamo v sebi, veš, tako malo italijanske gene. Čekaj, dalmatinske, italijanske? Z unih koncev si ti doma? Ne, veš, a ti pa mami, veš, kri, korenine, segajo dol in pa vse tukaj not, se mi je še tako koktel je tukaj notri. Zato si ti taka, ne? Ja. No in če smo že pri tej tvoji silni lepoti, nad katero sem jaz vedno znova navdušen in očaran, ti si tekmovala leta 2006, če sem si jaz to prav zapomnil, za Miss Slovenije. Takrat je zmagala naša prijateljica Iris Mulej, ki je by the way tudi čudovito dekle. Čudovito dekle. Bom rekel tudi zdaj vem, da je mamica, zdaj živi, mislim, da nekje na Balkanu s svojim partnerjem, ni v Sloveniji, no, ker gledam na Instagramu. Ne sledi mi, ampak vem pa, da je res. Pri nas, ne? Ampak je čudovita ženska, ampak ti si kaj, si prišla v finale ali si izpadla že v predtekmovanju? Kaj se je zgodilo? Kje smo tu? Veš kaj, bilo je, tako so si naredili tako organizacijo, da prvo so začeli regijsko. Čak, to je mesto Enaver takrat. Tako. Pa je bilo javno to ali je bilo? Javno, vse je bilo javno. Inkognito. Ne, vse enkrat zbirali za zaprtimi vrati, mislim. Kje pa? Tako daleč šlo že. Ne, to se spomnim, da je prvič bilo regijsko. Ja. Da so imeli Miss Notranjske, Miss Dolenjske, Miss Štajerske, Miss Notranjske, a veš. Kaj se dvakrat Notranjske? A so nekaj dvakrat Notranjske? So imeli 2 zbora za Notranjske. A ne, oprosti. Mislim, čakaj, mislim Marina. Miss Primorske, Miss Notranjske in tako naprej. No, in jaz sem bila prva spremljevalka. Česa? Miss Primorske. Zakaj si pa na Primorskem tekmovala? Ker je Postojna spadala pod Primorsko. Ti si iz Postojne originalno doma? Ja. Zdaj si iz Postojne sem prišla? Tako. Bravo. Tako. Respekt. Bravo. Ok, no, prva spremljevalka, kjer je bila pa zmagala? Zdaj ima že malo preveč. Ne veš, da se boš ne veš, kaj je bila zgaj. Ne, konkurenca, da sve pove. Ne, bila zgaj gršev ti. In potem kaj, prve 2 sta šli potem v finale? Prve 3. Miss pa prva pa druga spremljevalka. Smo prišli v polfinale. Polfinale. Katero se je odvilo po četrtku. Finale pa na obali. A si šla v finale? Potem sem pa prišla v finale. Med prvih 12? Med prvih 12. Kaj je šlo narobe bolj? Veš kaj, ne vem. Čakaj. Mislim, ko si gledala druge punce, si bila ziher, da bo šla naprej med prve 3? Ne, sem pa rekla, da bi bila pa vsaj med prve 3. Vse to, ne? Si imela plan med prve 3 prije? Pa želja je bila. Se ti je zdelo, da si ti je krivica zgodila? Veš, kaj se je pa zgodilo? Postala sem pa Miss bralcev. Tukaj se mi pa zdi krivica, katero imam tudi tisk. Da si največ knjig prebrala. Ne, da so me bralci izbrali, pa niso javno povedali. Zakaj pa to? Ja, to se tudi jaz sprašujem, ampak pustimo zdaj to stari. Ne, pa čakaj, ta škandal moramo razčistiti. Ja, le. Ja, pa se pravi, to ste neko titulo si dobila, ampak ni bilo javno. Ni bilo pa javno, ampak veš kaj, sem pa ponosna na sebe. Za edino stvar, ki sem izstopala od ostalih deklet. Ker vse so alapele, plesale. A veš, ko moraš pokazati nek talent. Ja, nek talent. Ja. Ti si pa kaj pokazala? Make-up? Ne, kva? Pimplala sem. Kaj si? Pimplala. Kaj je to? Z nogometno žogo delala trike. To si delala? To sem delala in sem najbolj ponosna na sebe. Kaj, mislim, nogomet znaš igrati? Ja.
Orang. Mislim, zdaj ne več toliko. V kakem klubu? Ne, veš, ko imaš dva starejša brata, pa te potegne in pol začneš. Pa kako dobra si bila v fuzbalu? Od 1 do 10, kako dobra si bila? 7. Tako 7 do 8, 7 pa ni šla v klub igrati? Ne. Ni bilo tako. Ni, takrat vsaj v mojem času ni bilo tako. Veš, si lahko nohte polomiš, pa nos. A vidiš moje nohte? Imaš čisto strižene nohte? Ja, to so roke, ki delajo, ki masirajo, ki sproščajo. Ne se spomnim teh najnih, ko smo bila mož pa žena, si mi takle delala, ko sem bila mrtev. Nisem nič čutil. Se pravi, kaj pa se spomniš teh, poleg Iris Mulej, kjer ste bile drugo, tretja, se ne spomniš? Kakšne znane? Veš, da so bile znane. Joj, zdaj si me pa dobo. Zdaj bi pa rabila telefon, da bi malo pogooglala. Imaš tu telefon? Mislim, da mi je padel na tla. Tega, si ga lahko. A ga lahko? Ja, lahko, veš, ga lahko. Poglej, če najde slučajno, da vidimo, kjere so bile te, ja. Pa čuj, medtem ko pa iščeš drugače te izbori, kaj se dogaja, da kakšne čudne stvari, lahko kaj poveš ali ne, ali je bilo vse tako, mora biti. Ker pred leti se spomnim, ko je bil Jurij Bradač, je bil nek škandal, pa so ga pol izključili, ker je bil dosmrtni član žirije, pa so ga pol izključili, ker se mislim, kaj se je točno takrat zgodilo, da ne bom krive vere širil, ker je imel še Gržina, ta izbor. Je bilo kaj, je bilo vse po reglicih, ali se čudne stvari dogajale? Ja, meni se zdi, da je bilo kar korektno. Da je bilo, pa ni težil kak fotograf ali kak stari poslovnež. Ne, tega ni bilo. Edino samo v času snemanja za eno oddajo bilo, da svoje izjave malo napihnemo. Samo to. Kaj, da napihnete svoje izjave? Ja. Kakaj smisel? Da nisi bila sam z enim, ampak 4. Recimo, a veš, tako da... Da se fajn sliši za medije. Tako. Si najdla že? Ja, sem. No, da vidimo, slavno, zdaj, kjere se ti debile? Drugo, tretjo. Ok, ajde, letak ti sliko pokažem. Ti kaj znamo? Kaj mogo ti? Katarina Jurkovič. Katarina Jurkovič. Katarina Jurkovič je bila, kaj je bila, druga spremljalka? Druga ali prva. Svaka čast. Ja. Kar z lepimi ženskami sem tekmovala, no. Poglej ti to. Ja. Ampak pazi, in Iris in Katarina sta se slikli za Playboy. Kaj pa ti? Jaz sem že dobila moža, brez da bi se slikla. Čakaj, takrat si bila poročena že, 2-6? Ne. Ja, no to ti govori, pusti zdaj. Takrat. Nisem bila tako atraktivna. Ni bilo ponudbe? Ne. Pa bi se slikla ali ti je to ono, to pa se jaz ne bi šla? Veš kaj, kot sama golota, če je sofisticirano slikano, tako ženstveno. Ja, mi je zelo všeč, naprimer tudi zelo znane slovenske tuje igralke, kot nosečnice so se slikale nage, veš, in mi je zelo... Mimor je začela tako, in je bilo zelo estetsko. Spet meja okusa, ampak po mojem se ne bi. Pa recimo, da bi ti bilo zelo verjetno žal, misliš? Bi se po glavi tokla. Playboya tako več ni, ampak... Tako, pa po mojem, da ne bi mi bilo žal. Da ne bi bilo žal. Ne. Ker si edina, ki se ni slekla, to veš, vse lepih. Okay. To je jaz. Ok. Marina, zdaj pa tole, tam je fascinanten podatek, kot je verjetno najbolj fascinantni doslej, da si upodabljala in igrala zelo predano, kot sem uspel izvedeti, v Postojnski jami, ne človeško ribico, ampak Marijo in v Nebozeto Marijo, torej Jezusovo mater. Tako. In da mi razloži, kaj pomeni grad, kaj si v jaslicah ležala? Ne dala noge na mislim, ne vem, ali si brezmadezno Jezusa spočela, ali kakšna je bila tvoja vloga, pa kaj pri milem Bogu, to je bilo nekaj let zapored, si to počela. Kako si prišla do tega, da te en poklical? Čuj, Marina, rešte, bi ti igrala Marijo v Postojnski jami? Pa čuj, pa zakaj pa ne? Kaj najbolj smešno? Pojasni to. Bila sem 14 let stara. 14 let stara, je tako Marija?
No, evo ga. Pazi, takrat to ni bilo nič spornega, očitno le. Zelo dolge lase, temne lase, še daljše to, kar imamo zdaj, a ne? Zdaj imaš dolgi, zdaj imaš kratke. Zdaj imam kratke. Še daljše kot zdaj. Še daljše, to Okay, jaz govorim do popka, ne? Okay. In sem bila, oziroma tako bom rekla še, sosedo sem imela, ki je organizirala to. In je mene opazila in je rekla, Marina, ti boš pa igrala Marijo. Jaz pa, ko 14-letna sem rekla, seveda, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? A si vedela, kjer o Marijo? Ja, vse vem te zgodbe. Ker Marija Magdalena bi bila vloga za tebe, če me ne vprašaš. Ona je bolj seksi, ona je bolj taka originalna, pa Monika Bellucci je igrala v Kristusovem pasijonu, by the way. A to pa nisem opazila. No, to drugič bom. Ja, ampak ko si to vlogo sprejela, Oskarjevsko, po Meryl Streep, prva Slovenka, kaj si mogla početi? O Postojnski jami, ko ful mrzlo. Ja, tam je mrzlo. Torej, imela sem moža. Moža smela? Seveda. Kjer ga tega? Jožefa? Bravo. Koliko je bil star? On je starejši, pa 20. 21. Takrat to ni bilo sporno. Ne, za tista leta, za tiste cajte. Zdaj bi naredil Zlatko na njega dis, ampak pustimo detajle. Ja. Skratka, in midva sva imela tole glavno sceno, kjer se največ ljudi tudi ustavlja, torej rojstvo Jezusa. To prizarjajo ste? Ne, to je bila samo glasba, predstavljala si glasbo, to je bila melodija. Pa kjera melodija? Ave Marija. Pa v živo petje, kar korjo pa dobiš in se prižgejo počasi luči. Z Jožefom tako sva imava, belo sva oblečena in pa jaz odprem roke in se ta bela plahta, kot angel sem. Muzika še kar igra? Muzika še kar. Svetloba se prižge, vse toplo in spredi jasle, pač seno. Živali, ovčke? Ne, so bili že prej scena. Itak že greš po celi Postojnski jami in so scene. Torej, midva sva pa sama. Na eni najvišji točki, ker je vmes prepad. Prepad je, da smo mogla res varno iti do te točke. In božansko. In potem se nagam nežno proti jaslama, spet na ta pogledati Jožefa. In nazaj, in ko sem pogledala Jožefa, sem delala kot 14-letna. In nisem se smela smejati, ampak nisem glavo dol. Ampak po 5 vajah, po 5 pogledih sva se naučila biti skromna, nežna, roke še zmeraj tako nežno delajo, tako kot kakšna balerina in sočutno in res ta vloga mi je pa veliko pomeni. Pisana na kožo. Res pisana. Kdo je pa Jezus igral? Dojenček. Živ? Plastičen. Plastičen. Bogi bi pa zmrznil notri. To si kaj, nekaj let zapored igrala? Kar 6. Večkrat na dan je to bilo, enkrat? Večkrat. Večkrat na dan? Mi smo šli notri 9 dopoldne. Za Valentinovo je to bilo, za Božič? Ne, za božične praznike. Tako da za božične praznike, takrat 7 dni zapored. Kolikrat na dan? Cel dan smo notri. Pa koliko je to trajalo, ta predstava? To od 10 ure zjutraj pa do 6 zvečer smo prišli ven. To se je ponavljalo, ne? Ja. Pa si vsakič kaj dodala zraven, kak element ali skozi bilo enako? Več ali manj je bilo podobno. Razen zdaj so zadnje leta res dodelali scenografijo, kostume, pevce, res nagradili, tako da kapo dolno, res kapo dolno. Pa si pol postala, so te prepoznavali pol ljudje po tej vlogi Marije? Čakaj, to je puno, ko Marijo je igrala, ali ni bilo tako ekstremno to? Ni bilo tako ekstremno, zato ker smo vsi Postojnčani, kar je bistvo je, da so postojnske otroke povabili, da so igrali, da so predstavili in to je bilo nam v čast. Pa veš to, da smo mi bili predstavniki Postojnčani, katero pač tudi promoviramo Postojnsko jamo. Ti kaj pa ribica človeška, si jo videla? Bila not? Veš, da je bila not. Pa kaj še zdaj not ta ribica? Sem zdaj še ni več sama. To je ena ribica, je to skozi bila. Ne, 2.
2. Ja. Pa sta pol niste imeli neke mladičke vmes. Pa neki sta se končno mal pogledala, To so lene pomežikala. živali, ne? Pa tako počasne. V polži. Ja, pač veš, ne vem, po 100 letih, čva mi dva, pa deva. Ja. Ampak čuj, drugače pa Postojnska jama je bila vedno ful drag, je bil gled te. Pa ne zaradi tebe, ampak splošno. Vedno, ko smo se mi vračali z morja, pa nam je vedno denarja zmanjkalo že, je bilo to vedno skoraj tako drago kot zelo morje. Je to še vedno ta cena drži, ta vaša Postojnska jama slavna. Pa, veš kaj, je tudi vredna svojega denarja. Stalakmiti, stalaktiti in tako naprej. Ja, ker to treba malo drugače gledati. Ja. To ti investiraš oziroma podpiraš turizem. Ja, če je kdaj zasoljena cena, pa se kje pa ni zasoljena od danes. Ja, mi pekel ni, ker noben ne gre not. Zadnje čase, ker ne znajo izkoristiti, ampak pustimo to. Pustimo, ja. Ampak, veš kaj, ima nek svoj čar. Potrudili so se in mogoče to kot nagrada, kot zahvala, ker se trudijo. No pa, če si že bila v tej Postojnski jami tokrat, ste kdaj ujeli kak par, ki tam počejo kakšne prepovedane stvari? Bilo kaj takega iz prve roke? Ne. So kakšni taki zadetki, da jih vzburjajo, bi šli v jamo seksati not, tam med kapnike pa to. Ne, premrzlo je. Ja, premrzlo. Premrzlo. Ni kakšni taki zgodb, da bi... Ne, kad te škandalov, tajnih. ne mika, ko si notri. Te ne mika. Ne. Si fasciniran z drugimi stvarmi. Tudi to. Ker imaš ljudi, ki hočejo seksati vse posod, ne samo v Postojnski. Po mojem pol ne bi šel v Postojnska. Ne bi šel. Ne, po mojem ne. Se pravi, ni to Preveč, ko bi rekla, robato. robato. Ja, uboga ženska se mi bi smela. Robato, bravo. Marina, še en podatek sem zbrskal v tebi. Zdaj se pišeš Vasle. Tako je. Zdaj, popravi me, če se motim, ampak to se mi zdi zelo za lase privlečen podatek, oziroma podatek, ki ne drži, no, ampak sem ga zbrskal. Da si se pisala Bionda, ne da so te klicali Bionda, da si se pisala Bionda. Ja. Torej, kako je mogoče, da se kdorkoli na tem svetu piše Bionda? B-J-O-N-D-A. Ne, Bionda. Bionda. Marina Bionda. Bionda, ja. In koliko šal je bilo na račun tega tvojega priimka? Ogromno. Dokler ga nisi spremenila, ne? To res si se tako pisala. Ja, Bionda. Stvar je pa taka, da sem jaz več o manj delala šali sebe, ker se rekle, vse što. Prvo, Marina Bionda, vse što. Kaj ti mora biti starše, da ti da ime Marina, pristanišče? Še celo to. Ja, boš rekel, neči bom sprejela samo DO, neči spet. Ja. In pa še Bionda. Veliko je bilo heca, ko sem iskala zaposlitev. Pa si imela blondne laze slučajno? Ne, se jih to povabili so me, sem da vidijo, če sem res blond. Gospa Bionda, prosim, koliko ste rekel, če se res tako piše? Ja, enkrat sem mogla to celo osebno pokazati. Niso verjeli. Pa se čudiš, da se čudiš, a kaj? V tistem trenutku sem se, ker je to meni delovalo nekaj normalnega. Pa je priimkov veliko takih bilo pri nas, po moje, ne? Ne, v Sloveniji ni veliko. Jano? In pa si mislila, kaj komi čakala, da se poroči? Pa ja. Zakaj pa nisi obdržala ta še zraven? Veš kaj, če bi bila jaz pevka, bi bilo to idealno. To pa res? To škaka zvezda bi bila, škaka zvezda. In na oder prihaja Marina Bionda. Pa je bila temnolaska, no? Tako. Ole. Jebem ti še. Ne da ukraden dve. Ja, to je pa če se poješ, pa tudi ti, ne? Ne, ok. Ne, potušam poješ. To mi je rekel tvoj, ne, to mi je tvoj rekel. Župnik je rekel, Marina. Kaj, da poješ, potušam, župnik ve. Ne. Marina, kaj ne hodi? Ne. Kaj hodi, če si nam pravkar povedala? Nisem to, jaz nič povedala, ti si to dodal. Ok. Jaz sem rekel, mi je župnik, lej, res si dušica, ampak petje ni zate. Petje ni zate. Da ti ne gre? Ne. Torej, ampak imam pa druge talente. Kake? Da spravim vse v dobro voljo, da jih ozdravim, da jih polepšam. To je res. In ko mi ženska pride, zbriši mi gubice. In takrat dam Jägermeister.
da jih ne vidi. A to imaš te Ja, trike, ne? to so moji Make-uperske, ne? To je moj talent. Marina, kakšen je pa recimo tvoj pogled, recimo zdaj zadnje čase, ne vem, če se bo strinjala z mano, boš povedala, ne? Jaz recimo gledam ta dekleta, pa fante, pa gor dol, ne? Ja. Da je vsaj med mladimi, ni več ljubezni, ne? So samo še avanture, flirti, enonočne zgodbe, ne? Zdaj, ti si stara šola, ne? Ti si najprej bila Marija, pa potem si se poročila in tako naprej, ampak se ti tudi zdi, da je v modernem času lažje punco spraviti v posteljo, kot osvojiti njeno srce? Jaz to prav opažam, ali se motim, ali ker zdaj otroke imaš, kaj imaš hčerke dve, ne? Sina pa hčerko. Sina pa hčerko. No, pa bo ta recimo zrasla v ta svet, o katerem jaz govorim, ne? Si opazila to, da te pristnosti, te iskrene ljubezni, ne? Da bi dva se malo spoznala, pa mogoče šla vsaj na pol zmenka, predno greste v poslo, ne? Da tega ni več, da je kar rom, pom, takoj. Ja, veš kaj, to je zdaj tudi problem hormonov, ne, čisto vsi... Zdaj pa na hormone, zdaj so skozi bili hormoni. Ne, se so, ampak se mi zdi, da so zdaj še ekstra podivjali. Pa kaj, zakaj? Zato, ker je vse na izvoli. Ja. A veš, tudi le na socialne mreže, a veš, pač ženske vam že na izvolja, ne, ti sam napiši mi, pa pokliči me, pa izvolja, ne. Tako da tudi ženske se ne znajo več, dajmo počasi, veš, a sem ti všeč, super, daj povabi me na kavo, daj povabi me na čaj ali pa v kino, v redu, ti bi rad mene pobožal, v redu, ampak dajmo neki, veš, kompromis, daj mi neki, veš, malo zameno. Ja, kaj, denar, ali kaj? Ne, denar, ampak vse so besede, vse so tudi dejanja, pač... No, pa zakaj tega ni več? Kdo je kriv? Prvotno bi res rekla, kar starši, ker smo mi vzor oziroma pač povemo nek postopek ali pa odrasla oseba, s katero se lahko zgleduje otroci. Ker vsi radi imajo osebo, ki je frajer, ki je kulski, a pa ženska, ki je tak nevarna, edgy, samozavestna, jaz hočem biti kot ona. Zakaj? Zakaj ne moraš biti ti? To, kar si, ne? To, kar si. Če si sramežljiva, si sramežljiva. Ti fant, če si sramežljiv, vse ni nič narobe. Ni nič narobe, da rečeš dober dan, živijo, jaz sem pa, že od vrtca se učimo, živijo, jaz sem pa Marina, daj mi roko. Prosti. Jo, moški. Podim pokazati, kak si jaz osvajal čas punce, No, jaz sem ista, kot v vrtcu. Ti si pa meni simpatična, a te lahko povabim na kavo. Pa ni nič narobe, če reče ne. Ja, v redu, to je njen problem. Se ne pomeni ja, ne? Mislim, ne vem, jaz sem tak navajen, mislim, pazi. Zdaj ne vem, a drugi... Ja, ne? Ja, no ne vem. Ja, ne? No, le kak sem jaz osvaja punce. No, daj mi povej. Daj mi roko, pa se mi predstav. Živijo, jaz sem Marina. Jaz sem pa... Istok. Se pravi, počakal sem tistih 3-4 sekunde, predno sem izgovoril ime, da je ona mene gledala in čakala, kam rekla, in pa sem rekla, in to je bilo vedno wow. Dejansko si dal ta wow efekt. Ja. Si začutila to? Ja. No? Ja. To je ono, ko si res vzel čas, si jo pogledal, se zazaruči. Tako, to je bil moj stil. Ja. Da nisva uradna, jaz sem zdaj bila ful uradna. Ja, jaz sem pa počakal. In ti si pa počakal. Tako. No, evo, kak si pa ti osvajala v svojih mladih letih tistega, ki ti je bil všeč, a si se pustila osvajati? Ja. Kaj ja? Jaz sem se pustila. Pustila? Ker mi je bilo zabavno. A kaj te je, s čim te je recimo fant, s čim te je dobil nekoč, pa s čim bi te dobil zdaj? Dobro, zdaj si poročena, ne more dobiti, ampak če, ne? Na kaj si padala nekoč, no? Pa kaj bi te zdaj prepričalo? Takrat kot mlada, neumna punca, da me je lepo pogledal. Sem, da me je lepo pogledal. Evo, pa to ti govorim. A veš, da neumno zdaj poželjivo, da se je slinil, ampak veš, da si ga očarala. A veš, kad dejansko, da ti nekoga očaraš, ne fejkaš. A veš, dejansko drugače gledaš osebo, bolj prijazno, a veš, kot da bi v 7 nebesih bil. In to je bilo dovolj, pogled, pa te je dobil. Tako in potem, čakaj, ne, čakaj je bila besed. Čakaj malo. Ti misliš, kaj sem plehla. Ja, pa si pa šla Marijo igrati, čakaj malo.
Ampak to je bil štart, je bil ta učaran pogled. Tako, da Kaj pa sem pol? dejansko pustila nekomu nek vtis. Ja, in kaj pa pol, točka 2, Točka 2, pogovor. to te je pol. Ja, pogovor, da sem videla, ali imava skupne točke, kot je humor, a ne, pogled na svet, pač take malenkosti v tistem trenutku, kar je bilo tudi aktualno. Prav potem je mogel zadrajvati s svojim intelektom, s svojimi besedami. Ja. Ni bilo samo, da te lepo pogledal. Ne, pa je tako vizualno. Meni so bili vedno atraktivni ljudje, ki niso bili čist lepi. Zato ti jaz nisem všeč, ne? Ja, ti si preveč lep, torej z neko napako. Sem ti rekel, da je lepota prikletstvo. Ja, veš, da. Pisto materno. Ja, ok. A, Se pravi, no, prelepi ti niso. Ne. Pa se jaz nisem tako ves lep, sem ful lep, kaj? Četen si, četen hudič si. Kako od 1 do 10, koliko? 9. Jebem ti, to je pa vredno. Ok, se pravi, jaz sem že prelep za to tvoje. Ja. Kaj pa no zdaj, v zrelih letih, kjer si pa veliko bolj pametna, kot si bila, s čim bi te pa zdaj recimo lahko nekdo očaral in prepričal? Da pomije posode, da so te prač. Se pravi, da tvoja služkinja, kaj oni mislijo? Naj si služkinja. Ne. Tale, ko vidiš timski duh, ko Timski dejansko, duh. ja, ko brez besed, recimo, da se jaz matram, da dvigujem kakšno stvar, a ne, Ja, se mora situacija zgoditi. Ja, situacija, pa ne, vsi so doma, vsi so gostilni, recimo, tudi da stol makneš, je to zelo lepa gesta. Zelo lepa gesta. Kar pomeni Gentleman. Ja, oseba, ki vidi, te opazi. Aha, bravo. Veš kaj, dejansko, da si viden, da si opažen in da te čuti. Ker tudi, da čuti tvoje trpljenje, da čuti tvojo stisko, ne da bi se pritoževal. Torej, da ima čut za empatijo. Tako. Je to čisto zadost, pa me ne zanima, a si ti, pač, ne vem, politik, gradbinc ali karkoli. Sem bogati, sem bogati. A sam, ok, torej, čistilni servis. Tudi bogati. To je tudi, ja, se veš, veliko je denar. Trgovec v trgovini. Ja, pa trgovec v trgovini, tako. Pač... To je premami. Kaj pa recimo ta tvoj slavni mož? Zdaj si z njim, koliko dolgo si z njim zdaj? Zdaj se števane. Okvirno, 15 let. 20 let? 15. No, pa s čim te je pa on učaral? Nekaj sem ga uspel spoznati med snemanjem video spota v drugem delu. In je bil strašno simpatičen fant in mi je bilo jasno, zakaj ti je zaigral srček ob njemu, ker sem videl, da je kar, pa tudi navihan je bil ravno prav. Ampak s čim te je on prepričal? Ker prepričan sem imela veliko snubcev, ponudb. Kot čedna ženska, nekdanja mis bralcev, razumeš? In ravno on je pa zdaj prišel in je tvoj. Kaj je naredil? Ja, veš kaj, v tistem dobi sem jaz rekla dost. Sam ne bo tega gledal, tako da lahko iskreno poveš. Dost snubcev, dost fantov, vrh glave in so hotela biti samska. Bravo. Ampak, glej ga zlomka, on je prišel in dejansko se je boril za vezo, ko sem jaz rekla, da nočem več. In on me je dejansko pokazal, kako se je vredno boriti za nekoga. Pokazal mi je ta svet. In s tem me je očaral, glej, in ta njegova prijaznost, ta srčnost, ta kmečka duša, kjer je črno, belo je belo, a veš, oseba, s katero se zna vsako stvar popraviti, nič ni završiti. Noč ni zaprl. Tudi če bi bila ta skleda zlomljena, bo on popravil. Bo popravil. In je tak dečko na mestu. Nekaj glej, recimo zdaj gledam sebe, pa ne me narobe razumeti, recimo jaz, da bi z eno punco bil, pa da ona ima neke dvome, Dobar, zdaj, da bi že nekaj časa bila skupaj, pa da bi se res v njo zaljubil, verjetno bi se boril. Ampak tak, nekako moja teorija, zdaj ne vem, da je to zdaj pravilno, ampak tak jaz vedno sem se ravnal po tem, da če ni tudi njej jasno, da sem jaz pravi, prez da zdaj njo nekaj prepričujem, da je pač kemija, energija, da se to mora zgoditi. Čim moram jaz njo malo prepričvati, jaz vstopim, pa mislim, kot te jebe, baba neumna, grdo rečeno, ne da sem jaz nek hud frajer, komu ni treba, ne, ampak zdi se mi nepotrebno,
posegati v to energijo, če je, če ni. Mogoče sem na ta račun izgubil kakšno vredo punco, pa bi mogel mogoče, ne vem, stavek 2, 3, pa 5 rožic malo prinesti, ampak s neko reči, čakaj malo, halo, zdi ti nora, pa ti ne vidiš, kaj je med nama. Ja, in se vredo, nisem posegal v to, mogoče sem ga polomil, no. Kaj to čutiš? Ja. To čutiš v sebi. On je mogoče vedel, da se splača, ne, rekovajih splača, no, mislim, da je vredno narediti to in to, ker je zgleda na dolgi rok videl tu. Tako, očitno, on ima ta čut v sebi, šesti čut. In jaz, in s tem me je očaral in odprl pogled, veš, in dejansko sem tudi dozorela in zaživela in se razvila kot ženska. A veš, prej sem bila še smrkla, ker nisem vedela, kaj hočem, zdaj bi rumeno, zdaj bi roza, zdaj bi sladoled, zdaj bi pico, ne, zdaj bom steak. Zdaj se kar za steak odločiš. Zdaj je za steak. Kaj krvav ali? Medium rare. Medium rare. Točno tako. Bravo. Pa domače. Čuj, kaj pa recept za dober zakon? To zdaj že lahko rečeš, glede na to, da si že toliko let skupaj. Ja. Kaj je recept, kaj je tisto bistvo v 3 točkah? 3 točkah. Vidim, da so 3 točke. Ne? Da brez težav pošleš ga nekam. Ja, to je prva točka. K drugi? Ne, svojega partnerja. Ja, vem, ampak drugi ga pošleš, prostitutki. Ja. Ne, verbalno. Ne rečeš, jebi se pisati mater. Tako, brez težav, brez, tudi on mene, jaz njega, ampak... Pa ne zameriš teh besed? Ne. Ja, odvisno, ko reče. Lej, je tisti moment to trenje, se ne moreš zanikati, ampak če si ti zrel, to daš ven, to negativno, to jezo daš ven, se zlajaš, se spihaš in pol, ko veš, da se imaš rad in ga objameš pol zvečer in levo in je pol vse ok. Ker dejansko ni bil problem v naju, problem je ta zadeva, ki je naredila špetir pri nama. In mi smo na to zadevo a veš, razčista, da je med nama ok. Ok, točka 2. Točka 2. Da ja, povej. Jaz uživam, ko kuham in da on pridno poje in uživam. In to je recept za dober zakon. Ja. Znaš žena dobro kuha. Da mož pridno je, kar skuha. Ja, veš, ker ni nujno, da vsaka ženska dobro kuha. A veš, in da moški pol, a veš, tudi nasilo šlo vse, da je žena tiho. In da on meni pohvali mojo kuho, je to zame wow. A veš, da sem nekaj dobrega naredila, osrečila nekoga. Veš, ker pravijo, da ljubezen gre skozi želodec. Dejansko vsi smo za mizo, vsi smo srečni in če je tudi hrana okusna, je to tipi-topi. 3? In 3. Ne vem, če bi povedala. Povej! Če mi jaz povedala, če mi ti povedala? Ja, le. Povej. Where the magic happens. Ker se zgliha. Pa ne sem rjuha. Ja, namreč nekaj, glej, seks si verjetno hotela omeniti, ne. Zadnje čase, to ti moram pa povedati, pa so vse malo zaskrbljen, ne. Zdaj, sem jaz malo že star, ne, pa nisem več kos tem starem, ampak ženskam, pa jaz kot ekspert na tem področju, ne, ampak ženskam seks zadnje čase pomeni ogromno, ne. Skoraj vsaka, ko se z njo pogovarjam, mi da seks na prvo mesto, mi da seks, da je to 80% zveze, da če tu ne štima, ona bi šla. Slego, pa kaj pomeni, da ne štima? Ja, če to ni ful redno, tudi po ful letih, jaz bi bila zadovoljna, bi šla gor, levo, desno. Ko pa moške vprašam, pa noben ne reče, da je to največje bistvo, seveda in paše, da je, ampak ni in to ima raj mir, ne? Da jim ženska ne teži, jim je bolj pomembno. Ne? Zdaj, mene zanima, kako so stare te ženske. Ja, različno stare. Od 30 do 60. Ne? Vsaka mi omenja, da če ni seksa, ne vem, zdaj sem zmislil, enkrat na teden, pa takrat orang, kljub temu, da je dolga zveza, da ona bi šla stran. Ali bi se najdela ljubimca, ali bi bila nezadovoljna in sitna. Zdaj, ne vem, ali kak je tvoj pogled na to, no, pa ne treba zdaj mi izdati svojih skrivnosti, ampak kak je tvoj pogled, je res spolnost v zvezi zadnje časa, ali skos, ali ne vem, tako ekstremno pomembna,
da bi ženska dobesedno res šla k drugemu, če to ne bi štimalo. Pa kljub temu, da vse ostalo štima. Ja, da sem Ja. zaradi intimnega odnosa, končaš vezo, je malo Ja, smešna. no, Smešna. končno ena pametna. Ja, okay, ja. Ja, ne, veš pač, fajn je, da je nek wow efekt, Ja. a ne, da sta oba zadovoljna in srečna, ne samo pač sem, da je. Tudi hrana ni fajn sem, da je. Drži. A veš, tudi intimna ne sme biti sem, da je, da Ja, pač potišiš. In ja, ženske rade imamo, da nas, ne vem, da nas saj malo po rokah zmasiraš. Z neke druge ideje. Ne, a veš, da saj to začneš. Kaj to delaš? Da ti dam namig, kaj boš naredil ti svoj ženi. Ok. A veš, pač neka malenkosti, ki lahko pride do wow efekta. Ja. Pa ne rabi biti velik. Pa če ki wow efekt prije z masažo tehle blazinic, wow efekt. Roke, pa Res? noge. To je to. To je to. Bravo. Škaj, veliko delamo z rokami, Ja. veliko stojimo. A Če ne? to zdaj, kar jaz delam, je v bistvu neke vrste masturbacija, hočeš reči. Ne. Če sam sebi to delam zdaj. Ja, to, Wow efekt. Čakaj. to pa ti veš. Ne, čud mi je. Okay, ja. Se pravi, hočeš reči, da vse malo pretiravajo pol punci, ko pravijo, da je to. Ja. Ja. Ja, Zakaj pa mi govorijo to? No? A se hočejo ven pred mano metati? Ali... Ampak res iskreno, ne da se imeti neke take, veš, neke tretje razredne dekleta, ko bluzijo. Prav, prijateljice, znanke, ne, isto, ne, vse pa čakaj. Vse ne rečem, vse kakšnim res to veliko pomeni. To pomeni, da pizdarija bi bile, če ni, ne vem, vsake 3 dni bi šle, pa so, ne vem, 20 let skupaj, to je že ni možno več. Ja, ne vem, nisem v njihovih kožah, tako da, ne. Zdaj si me pa res dal, prebil si me na steno. No pa za hec, če imaš še daj se usedla takle za intervju, vpraši svoje kolegice za štos, ne? Ja. Koliko jim to dejansko pomeni, pa gremo stav, da boš presenečena. Pa ti bo rekla, stara, če mene on ne bi enkrat na 3 dni, pa jaz grem, pa jaz ti rečem, jaz grem. To ti bo rekla, verjemi mi. Zato, ker to je zdaj, ženske so se samosvojile, so se začele zavedati svoje moči in zgleda, so pokazale ta svoja hotenja, želje, takšne kot so v resnici. Niso več tiho in če hoče, si bo vzela. Tako. Ja, ne, izgledam. Bogi moški, jaz se čustvujem z njimi. Ja, jaz tudi. Ni jim lahko, ni. Moškemu ni lahko, Marina, ni mu lahko. Glede na to, kako sva razvila temo in kako razmišljava, glede videza, glede intime, dedi nasrkali ste. Pa to ti govorim. Čakaj, moram se kar malo tale wow efekt narediti. Marina, kdaj si nazadnje jokala? Pa zakaj? A bi to sploh povedala? Ja, ne vem, kaj je po seksu, kaj? Ne, povej. Ne, če bi zdaj naše gledalce zaradi tak smeha in dobre volje. Ne, sem če je lepa zgodba, je lahko poveš. Ne, če je lepa zgodba. No, mislim, če je tako, da je vredna, mogoče povedati. To je 2016, ko sem pokopala svojega otroka. Pizda. Ja, umrla je zaradi raka. Koliko je bila pa stara? Niti 2 leti, ne. Pizda, mazano. Ja. Tako da, ampak jaz sem pa na njo zelo, zelo ponosna, tako da, in hvaležna. In zdaj bo kmalu obletnica njenega slovesa, a ne? Tako da me vsakič malo stisne, ampak me obda toplina hvaležnosti, toplina srčnosti in ljubezni, ker kakor je v filmu Gladiator, we will see my friend, but not soon, a ne, pač se bomo videli, ampak ne še. Zdaj pa angelček tvoj gor, ne? In je še v meni, tudi tukaj čutim. Še kar tukaj. Čutim jo, ali je to, ker si želim, da jo čutim, ali je želim, ne vem in se ne želim poglabljati, ampak jaz vem. A veš, ne želim nekaj razglabljati, raziskovati, zakaj je to tako. Sprejmem, to je tako
zakaj jo čutim, pa ni važno, to ni pomembno. Pomembno je, da jaz jo čutim. Ker ne pravijo, da je pač najtežja stvar v življenju starša, da pač on pokoplje svojega otroka, namesto da bi bilo kontra. Ampak z tega vidika, bom rekel, si pa pokazala in dokazala, kljub temu, da si fighter, ne? Da v bistvu si hočeš, nočeš, morala iti naprej, ne? In si še vedno dobre volje in pozitivna oseba, ne? Imaš pa to strašno izkušnjo, recimo za sabo. Ne? Ampak če ti vprašam, predno skočimo naprej, no? Kako si šla čez to, oziroma kaj si naredila, da si pa vseeno ratala cool spet, no? Da nisi zdaj pa padla v depresijo, iz katere ne bi mogla ven, ker si vedela, lej, imam to narediti, imam to narediti, imam moža, imam to, ne morem zdaj jaz tudi iti. Dar, ki je bil dejansko blagoslov zraven, je moj mož in njegov objem. Lepo. To je to, kar sem jaz rabila, brez besed, brez nekega nakladanja, brez neke tolažbe, samo objem, spusti se, zjoči se, kriči, klej in tako naprej. In sem prišla do te točke, ampak to sam moraš iti to, da te objame val žalosti, da začutiš ta prepad, ti moraš pasti, ti moraš čutiti to bolečino, ti moraš poklekniti in se tresti vse jeze, da lahko zaživiš. Če se ne dotakneš, če bi jaz jemala tablete, jaz sem res tablet, dejansko ostala kot Feniks, a ne? In če bi jemala tablete, bi samo to prekrila, ne? Ja, in bi čepela ta bolečina v meni, katera se ne bi razvila v hvaležnost. In ta bolečina, to te samo razvija, lahko te razvije te pogubi, si začneš rezati in si prerežeš in te ni več, lahko pa postaneš boljša verzija sebe. Jaz sem to spoznala in se rekla, lej, ali grem za njo, ali ustanem. Pa bom nosila ta križ, ampak vem, zakaj ga nosim. Ne bom razlagala zdaj okrog, kako in zakaj in tako naprej, ampak znam pa tudi v svojem življenju reči, ne, ja, ok, ti si vreden mojega časa, ti nisi. Razvila sem se, a ne? Bravo. Razvila. Ne, mi je všeč, v bistvu, veš, da smo šla malo gor dol, ker to je življenje. To je življenje. To je življenje, ne? Marina, proti koncu ti dam šanso, da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš, brez zadržkov, brez strahu, ne? Jaz sem pa potrudil vsaj približno iskreno odgovoriti. Mislim, zakaj me vprašalo, ne? V katerem videospotu bova sodelovali? Čak. Ja, no, evo, dej. Evo, videospot, s katerim bi mi dva, ne, zdaj nadaljevala zgodbo. Mi moramo nadaljevati zgodbo. Jaz mislim, da mora biti nekaj bolj vročega. Ok, zaključila sva, da sva šla na koncert oziroma na veselico. Na koncert, kjer sem jaz bil strašno nezadovoljen z izborom glasbe, dokler niso začeli igrati SOS Kvintet. Odigral sem pač vlogo življenja, ne, takrat nisem bil navdušen. Ne. Ja, kako bi pol ti peljal zdaj? Ja, peljal bi, da to navdušenje najno se konča v posteli. Ne, zdaj je odvisno, za koga bi ta spot bil. Verjetno za kakšnega ameriškega reperja. Ne. Tam bi šlo kar daleč. Ja. Zdaj, kaj bi tvoj rekel, ne vem, ne, bi moral razumeti, ne, ker temu se reče igranje. To so vloge, lej, oprosti. Marina, oprosti. Oprosti, lej, se pa ti igralci marsikaj odigrajo, pa morajo to in ono in drugo, ne. Se to ni nič takega, ne. Ali pa recimo, da bi nastopala midva v reklami za, ne vem, za Viagro, zdaj, ko sem še v teh letih, ne. Nekaj takega bi mogla midva odigrati, ne romantike. Ali pa Marijo v domu upokojencev, ki rodi, oziroma, kako se reči, skoti, ki rodi, ne, vnuka ne more roditi, ne, ki posvoji temnopoltega Jezusa, da smo aktualni. To. In pa šok, ne.
podpišem. Tu naj jo vidim. Ne? Super. Ja. Super. Drugo vprašanje. Kako pa ti gledaš na make-up na ženske? Ko nosi, recimo, preveč, a pa premalo. Ja. Zdaj, jaz sem tudi en izmed tistih, ki imam rad make-up. A veš, pa ne zdaj, oziroma spet je odvisno zdaj, za kam. Ne? Rečem, jaz tep, ne vem, zdaj pa gremo midva, ne vem, na sprehod, ali pa zdaj pa gremo na obisk prijateljem, ne rabiš ti noret, ti dam 5 minut časa, pa bo zrihtala. Da pa jaz tebe pelem, ne vem, na neko prestižno zgodbo, na neko modno revijo, na Oskarje. Ali razumeš, na neki takrat je pa lepo, da se urediš, da se namažeš, mekaš, napudraš in tako naprej, ali pa če se midva gremo kakšne erotične igrice, tam pa se lahko poigraš z make-upom, pa se v črnko spremeniš, ali se namažeš v neke ekstremne zgodbe, pa zapusta se punce, pa rade daje duška, pa se namažejo v muce, v ne vem vse. Tako da, se bo smešno čul, jaz sem zagovornik make-upa, ampak make-upa po pameti, zna pa tudi biti lepo brez make-upa, da ti puncu, ki jo ljubiš, ki jo imaš rad, da se zjutraj ob tebi zbudi takšna, kot je. In če ti je takšna všeč, to je Marilyn Monroe rekla, če me ne moreš sprejeti v slabi verziji, pa me tudi nisi vreden v dobri verziji. Ampak če ti je ona lepa zjutraj, če ti je lepa izpod tuša, ko nima make-upa, če ti je lepa, ne vem, ko pride z nekaj športne aktivnosti, pa cela zjebana, po domače rečeno, ali pa tudi, da ima masne lase, ker pač ni imela časa si jih še umiti, ali karkoli, pa ti je takrat lepa. Ja. Predstavljaj si, kako lepa ti je pa še le, kot da make-up gor. In to mislim, da je bistvo. Ampak če skrajšam, make-up je cool. Ja. Make-up je cool. Vse je cool. Mislim, make-up je cool. Make-up je cool. Ja, make-up je cool. Ja. Tretje vprašanje. Da ne bom žalost, Ne, da ne bom žalost, oziroma da si ti spustil solzo, ampak solzo sreče. Ne se lahko žalost. Oboje, veš kaj? Jaz v bistvu ful rad jokam. Jaz mislim, rad jokam. Ja, jaz v filmih jokam velikrat, pa v muziki, ampak to je tisto jokanje, ko si vzhičen, ko te prevzamejo čustva, in mi ni nikoli nerodno to priznati in povedati, Recimo, ne vem, če si gledal film Jesenska pripoved s Bradom Pittom, tam mislim, da sem 6-krat jokal v tem filmu, obstojajo tudi filmi, katere gledam, pa vem, da bom jokal, ali pa pesem neka, ko te prevzame, pa je pa malo nerodno, če si to na koncertu zgodi. A veš, nazadnje, mislim, da je bil koncert Džibonija na Pivu in cvetju, pa je odigral pesem Lažo fotografije, to če ne poznaš, si moraš nujno zavrteti, kaj čudovita pesem, žalostna, ampak čudovita. Hvala Bogu, da imam očala gor, in imel solzne oči, pa takle narediš, folk je tam neki ples, pil smislo, pa pizdo materno, kaj ste poslušali, razumeš, Teda to me ganejo me te taki momenti in tudi, če ne bi hotel, bi se jokal, recimo enega sem s kakšno punco, kdaj gledal kakšno film, pa njo ni recimo tako prevzelo kot mene, kot ti pa je, rekel, pa da če je tako žal, če je umrl, pa če je bil bolan, vem, sem rekel, je umrl, pa se ni v resnici umrl, se boš živ, sem rekel, vem, sem tu je umrl, pizda, Tako da to me kar, pa moram reči, da velikrat imam tudi solzne oči zaradi mojega kužeka Puja, pomerančka mojega, ki ga imam neizmerno rad, ga sam pogledaš, pa imaš solzne oči, ker ga imaš tako vse rad, In če smem še to, kaj mi je fascinantno, to sem že zadnjič povedal, bom še tukaj povedal, on začuti žalost in začuti solze. Pa je lahko, jaz nimam velikega stanovanja, ampak to velikega pa vsem imam, da je druga soba. In on lahko spi v eni sobi, jaz sem pa lahko čist v kuhinji stran, pa če imam solzne oči, ne vem, malo on to zavoha, ne vem, kaj se zgodi, bo vstal, preletel, zlezel na mene, pa mi bo začel lizati očke. Da te potolaži. Kako je to možno, da on to začuti po luftu, jaz to še zdaj ne vem. Dobro, da bi jaz zajokal pred njim, bi takoj preletel, ampak da je on čisto nekaj drugje, pa to začuti. Wow. To je pa, ampak to imamo očitno. Tudi njemu veliko pomeni. Ja, zgleda. Vsaj eno. V glavnem, Marina, čisto ob koncu, kaj bi sporočila najnim gledalcem, nekaj takega, veš, da se bojo spominjali, da bi rekli, kurbarja, nisem lepa, je tudi pametna, imaš kaj takega prelomnega jim zapovedati, glede make-upa, glede ljubezni, glede
Ne vem, glede seksa, karkoli želiš, preseneti me zdaj, če imaš kaj takega, no? Ali pa mogoče kak stavek, ki ga rada poveš, ali citiraš, ali imaš kaj takega. Zaključno misel, ne? Zdaj, jaz imam dve. Dve? Še Dve misli. Pogledaj ti. Prvo je, življenje je kot bombonjera, nikoli ne veš, kaj dobiš. Forrest Gump, ja? Ja. Ok, bravo. In če že pride do nevšečnosti, tako da se ne skregaš, ne, ampak pač nek prelom, rečeš, a jebi ga. Jebi ga, gremo naprej. Dobra filozofija, ne? Ja. Tako, zakaj komplicirati? Ne komplicirati. Reči, jebi ga, se zgodi, a ne, kaj ti življenje kot bombonjera, ne veš, kaj boš dobil, ali boš nekaj sladkega, nekaj grenkega. Kaj pa, če kupiš bombonjero z istim okusom? Jebi ga. Ok. Marina, to tale misel se mi je še utrnala zdaj, ne? Ja. To te moram v koncu malo izzvati, ne? Moški spolni organ, ne? Pa pustimo izraze, ki so grdi, ki so klasični. Mi lahko poveš 5 izrazov, ki so smešni za ta del moškega telesa. Kje pa zdaj ti to mene? Ob koncu. Jaz pa ti odgovorim za vagino 5 izrazov, ki so smešni. Čakaj, smešni. Mislim, smešni, da niso kurac, da to, kar vsi vemo, da je nek tak izraz, ampak da se res uporablja, ne se reči, ne vem, drevo. Da se res uporablja? Mislim, uporablja, da pač smo že čuli za njega. Ne? Ok, miček. Upa, da svojemu ne rečeš tako, ne? Mišek, Nikec mali. Ok, jaz, kosmulja. Ja? Ok, slišala sem se češplja, pa breskvica. Dobro, ja, to so klasične. To so klasične. Puzaj moje, ti si, Ok. ja. Mišek, ok, what the fuck bi da? Ne vem, mogoče, kaj že iz filma, kako se znebiti fanta v 10 dneh. Kako je že? Princesa Consuela, kaj že? Ne vem, pol nekaj smešnega, nekaj čudnega, nekaj princeska. Ja, princeska. Ja, a pa, ne vem, a se to sploh tema? Ja, ne vem, kak ljubkovalni izraz, ne? Mišek. Je pa to je mali, pizda, ko prije z morja, vem, pa ful mrzla voda. No, jaz ostajam pri kosmuli, ne, drugih izrazov, takih smešnih, veš, da se jih ne spomnim, pizda, ne, teh klasičnih, ne. Ja, jaz bi mogla pogledati ameriško kopito, mogoče tam, Ja. ok. Pa tale, From Dusk Till Dawn od Rodrigueza, ko ste igrali George Clooney, pa Tarantino, ko so naštevali za žensko mednožje, mislim, da je nekih 50 izrazov, jih naštevali, srce jih zdaj pozabil. Veš, ne, a sem jaz tako, ne? Ja. Žal. Špelca, ja, špelca. Janezek. No, ja, veš. Evo, smo naredila, v glavnem, Marina, bilo mi je v veliko čas, ne, da si se usedla dol z menoj. Mislim, da smo povedala marsikaj zanimivega, mogoče si še kaj pozabila vprašati, pa si hotela sama povedati, ali ne, ali je to to? Ne, mislim, da je to to. Ne, da je to to, ne. Zaljubljena si še? Svojega moža je zelo. Zdaj srečneš. Uživajte, držite se in pridite na Make-up Marini, ne? Če hočete biti še lepši kot prej. Kaj ti lepota ni naključje? Ni naključje. Čau.